Za besedo. Seveda kot ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije me izredno veseli ta današnji dogodek, podpis pisma o nameri, da seveda podpremo pobudo Univerze na Primorskem, da začne s pripravo novega študijskega programa na področju medicine. Pri tej pobudi, ki je prišla seveda strani Univerze na Primorskem, bi predvsem izpostavil njihovo konstruktivnost, kako so se lotili tega projekta. Se pravi, niso pričakovanja bila izpostavljena, da želijo ločeno, novo stavbo, novo gradnjo, ne vem kakšen projekt, ampak so v okviru že odobrene investicije, kot je bilo rečeno, za novo stavbo fakultete za vede o zdravju, izkoristili to novo gradnjo in seveda v tej prvi fazi umeščali ta študijski program v to novo stavbo. Se pravi, konstruktivno na projektu, ki je že odobren, ki že poteka, želijo začeti ta študij. Mi se seveda tukaj pojavljamo kot soinvestitor. Večino denarja za to stavbo bo prišlo iz Ministrstva za zdravje v okviru zakona o investicijah v zdravju do leta 2031. Naš prispevek je nekaj milijonov in pa tudi lastni prispevek same univerze, mislim, da 2 milijona. Gre za investicijo ranga 18 milijonov evrov. Izpostavljam tudi, da je na tem istem razpisu, ker smo razdelili denar za nove zdravstvene fakultete, javne, denar prejela tudi Univerza v Mariboru in tudi že pripravljajo projekt izgradnje nove stavbe za fakulteto za zdravstvene vede v Mariboru. Tukaj bi seveda izpostavil tudi mogoče skrb obstoječih dveh fakultet v Ljubljani in Mariboru, kaj to pomeni za njih, ne mislim v številu razpisanih mest, ampak predvsem v smislu njihovih projektov. Kot vemo, v Ljubljani že poteka nova investicija, nove izgradnje stavbe medicinske fakultete, načrtujejo še 2 novi lokaciji na Zaloški, na Koritkovi. Sredstva za povečanje kapacitet fakultete za medicino v Mariboru so na voljo, težave oziroma določeni postopki poteka pri umeščanju v prostor in pa pri pripravi gradbene dokumentacije. Še enkrat, niti eden projekt za preostali 2 fakulteti zaradi teh aktivnosti ne bo ogrožen niti z 1 evrom. Se pravi, vse ostale načrte in njihove predvidevanja glede postopnega povečevanja vpisa na obstoječih 2 fakultetah še vedno podpiramo, seveda je pa njihov glavni problem, da morajo zagotoviti dodatne prostore. Izpostavljam tudi področje kliničnih praks. Glejte, velja za vse enako, ne glede ali v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novem mestu ali pa v Kopru. Klinično prakso je treba izvajati v kliničnem okolju. In poglejte, če nekdo obljubi v Mariboru ali pa v Ljubljani povečanje vpisnih števil, je treba povečati kapacitete za klinične prakse tako v kliničnem centru v Ljubljani kot v kliničnem centru v Mariboru. Imam in sem imel razgovore, predvsem z dekanom medicinske fakultete v Ljubljani, se osebno poznava, njihova pobuda je, da se čim prej začne s habilitacijami zdravnikov v bolnišnici v Celju. Zakaj se čaka? To je prvi korak. Tudi v Novem mestu. Zakaj se čaka? Vse primerne klinike morajo čim prej začeti z zagotavljanjem kliničnih praks, potem pa seveda lahko povečujemo tudi vpisne številke. Zdaj, očitno, to je 3. lokacija, ostali 2 tudi potrebujejo podporo bolnišnic, da zagotavljajo to izobraževanje. Tako da, še enkrat, veseli me, da je ta pobuda prišla. Rektorica je rekla, da je drzna. Jaz sem prepričan, da je drzna, ni pa predrzna in da bomo izvedli to podporo. Omenjena je bila ta izvedba samega projekta, že odobrena. Zagotavljali bomo tudi izvedbo programa, ko bo postopek akreditacije zaključen. In sicer tudi po obstoječem zakonu lahko, ampak sem prepričan, da do takrat bo pripravljen tudi novi zakon o visokem šolstvu. Letos pripravljamo nove 4-letne pogodbe o financiranju za vse javne univerze in v teh 4-letnih pogodbah bo te načrti že vključeni. Se pravi, leta 27-28, če jim bo seveda ta načrt uspel, bojo že imeli tudi finančno konstrukcijo, kako bo začeli izvajati sam študijski program. In pa tretji del, kar je tudi zaveza našega ministrstva, povečanje institucionalnega financiranja zaradi povečanih raziskovalnih kapacitet, zaradi novogradnje. To je pa rutinski postopek. Vsaka nova inštitucija, ki pridobi nove laboratorije, je upravičena po nekem pravilniku do dodatnega financiranja. Torej, še enkrat,
Dejansko poskušamo reševati situacijo na vseh treh lokacijah, seveda s to tretjo novo, današnjo, v Ljubljani in pa v Mariboru poteka pa vse po planih. In seveda v teh 4-letnih načrtih financiranja bomo seveda tudi od obeh fakultet obstoječih zahtevali časovnico, kako bojo postopoma dvigovali pisne številke, seveda v skladu s tem, kako bojo uspešni pri izgradnji novih fakultet.